Kot vodje se lahko v odnosu do zaposlenih odzovemo na več različnih načinov. Lahko uporabljamo neke standardne načine vodenja in komunikacije, ki so delegiranje in ukazovanje. Lahko se pa tudi učimo vodenja s pomočjo empatije in empatičnega poslušanja. Kaj zdaj to točno pomeni? To pomeni, da se s pomočjo poslušanja in empatije v bistvu vnašamo zavedanje v to, kako se nek zaposlen počuti in katere potrebe skuša zadovoljiti s svojim načinom komunikacije. S tem načinom poslušanja si lahko pomagamo tudi v odnosu do neke napadalne komunikacije, do nekih obtožb ali pa kritik, ki nam jih je mogoče sicer težko slišati. Če si vzamemo za primer, ko nek zaposlen pride do nas in nas nečesa obtoži. Nam reče nekaj kot naprimer, ja, veste kaj, prejšnji šef je bil zelo dober, vse je zrihtal, vi pa pač tega ne znate. Mogoče nam bo tako obtožbo težko slišati. Lahko si pa pomagamo s to veščino empatičnega poslušanja, da slišimo preko teh besed in se začnemo v bistvu nanašati na občutke tega zaposlenega, ki so mogoče neka frustracija, in na neke njegove nezadovoljene potrebe, ki so mogoče tukaj, ne vem, potreba po neki jasnosti, po neki večji strukturi. In namesto, da bi se tle odzvali obrambno ali pa z neko napadalno komunikacijo, se lahko odzovemo z empatijo. To bi pa lahko izgledalo tako. Ja, zdaj, če vas prav razumem, ste nekako razočarani nad tem, ko vidite, kako jaz vodim to podjetje in bi si želeli več jasnosti. Vas prav razumem? Mislim, ja, veste, prejšnji šef je vse zrihtal, vse je prej teklo, vse je bilo jasno, vsi smo vedeli, kaj moramo delati, zdaj vi pa pač tega ne znate. Ja, zdaj, če vas prav slišim, ste res razočarani, bi si res želeli imeti več jasnosti, zakaj vodim podjetje na tak način, kot ga vodim, vas prav zastopam. Mislim, jasnosti, sej, dajte, ne, sej, vi ste vodje, jaz vam ne želim tle nič slabega, jaz pač sam povem, ne. Ja, zdaj, če vas prav razumem, si želite pač podeliti to svoje videnje te situacije in si želite biti slišani. Mislim, ja, pač, glejte, sej ni noben problem, ampak pač jaz vam sam povem, ne, kako so stvari. Ja, hvala, ker ste podelili, in ko slišim, kar pravite, me čudi in me res zanima, če imate mogoče kakšno konkretno prošnjo, s katero vas lahko podprem. Ja, hvala, bom razmislil. Če pogledamo, kaj se je dogajalo v tem primeru, se pravi, v prvi fazi se je šef odzval z empatijo, skušal je prisluhniti preko besed zaposlenega, skušal je prisluhniti njihovi frustraciji in njihovim nezadovoljenim potrebam. Potem v drugi fazi se pa poslužil korakov izražanja in je povabil tega zaposlenega, da pride na dan z nekimi konkretnimi in izvedljivimi prošnjami, ki jih mogoče ima do šefa. Na tak način lahko v bistvu vzpostavimo globlji stik z zaposlenimi, preprečimo nastanek konflikta, eskalacijo konflikta in v bistvu vzpostavljamo znotraj podjetja več povezanosti, sodelovanja in pa harmonije.